Ja, danes smo se zbrale 4 članice Društva podeželskih žena Sončnica, da bi pripravile peko, sicer priprava na veliko noč, pa malo, kar spada v velikonočni žegen. Za veliko noč velja, da so bile vedno priprave. Danes vsi jamramo, da nimamo časa, kar je seveda iz trte zvito. Ampak ljudje so se sistematično pripravljali na ta praznik, od tega, da so počistili hišo in okolico, in seveda, da so pripravili obilje velikonočne mize. Danes pač smo se odločili, da bomo naredili orehovo potico, ki smo jo tudi naredili z rozini. Vzeli smo moko, ki smo jo presejali, da tež v zrak vrne. Potem smo zamesili mleko, maslo, rumenake in seveda dodatki, tudi rum, vanilij sladkor, limonina lupina. In seveda pol, ko je testo pripravljeno za potico, jo razvaljamo in nadevamo z nadevom. Mora biti približno enako razvaljena. Spekle sva jo na 170 stopinj Celzija, približno 50 minut. Ko smo jo spekle, smo počakali 10 minut, da se je ohladila. Slovenska potica je prav gotovo ena velika posebnost, ne samo po pojavu, ampak tudi po znanju za pripravo in predvsem po različnih nadevih. Mi poznamo okrog 120 različnih sladkih in slanih potic, kar je fenomenalen podatek. Jaz sem pa danes pripravila pelhe. Barvali smo jih v rdeči barvi. Najbolj naravne so pa te, ki jih kuhamo v čebulnih olupkih, se pravi, da pripravimo čebulo, si še čez led, pol te olupke shranjujemo, posušimo, jih pa najprej okrasimo, zavijemo v te najlon nogavice in jih potem damo kuhati v mrzlo vodo. Jaz sem danes pripravila šunko v testu. Testo sem naredila kot malo boljši kruh. Dala sem moko, rumenjake, mleko, sol, sladkor in kvas. In to sem zamesila in sem klofala. To delamo tako, namesto stroja, da pride testo bolj mehko, veliko zraka pride vmes, da so velike luknje pol in to. In to je to. Velika noč je poleg tega, da je največji krščanski in najstarejši krščanski praznik, tudi najpomembnejši družinski praznik. To pomeni, da je omizje izrazito družinsko naravnano in priložnost, da se na vrhuncu tega praznovanja ljudje zberejo za neko praznično mizo. To omizje je zlasti v sodobnem času velika priložnost, ko tako norimo in divjamo, da se ljudje zberejo in da je hrana pravzaprav ne sredstvo za polnjenje želodca, ampak predvsem priložnost za odpiranje raznih pogovorov, navsezadnje tudi spoznavanje bogate prehranske kulturne dediščine. Odlična je. Res je dobra. Aha, bo je dobra. Ni premalo sladka. Ne, jaz ne maram preveč sladkor. Super je.